Pozdravljeni! Vas tudi jezijo ti Facebook algoritmi? Ja, verjetno vse. Ampak se najdejo rešitve, kako jih seveda premagati. Zato vam bom v današnjem videu povedala nekaj nasvetov, kako lahko se uspešno borite proti tem Facebook algoritmom in kako lahko ste uspešni na Facebooku. Kot prvo bi vam rada zaupala in povedala, kaj je bistvo družbenih omrežij. Bistvo družbenih omrežij je se družiti, ne pa promovirati svoje podjetje. Ampak ljudje vas morajo skozi vašo zgodbo, skozi vaše osebnosti, skozi vaša prepričanja spoznati, da bodo posledično tudi začela slediti in vam zaupati in tudi kaj kupiti. Se pravi, vi na družbeno omrežje s podjetjem morate iti se družiti, biti interaktivni in to je tisto, kar vas bo pripeljalo do uspeha. Prva stvar, ki je pomembna, da boste uspešni na Facebooku, je, da objavljate pravi čas. In to vidite v sami statistiki Facebooka. Seveda morate pa imeti za to odprto Facebook poslovno stran, ker omogoča tudi statistiko celotnega profila in tudi posamezne objave. Po novem pa celo pri načrtovanju preko Meta Business Suite, kjer lahko načrtujete objave ali direktno objavite, ko hočete nekaj načrtovati, vam sam Facebook priporoča, kdaj bi bilo najprimerno, da se vaša objava objavi. In tako lahko, če sami se ne znajdete statistike, vam že sam sistem pove, kdaj je bistvo objaviti. Kot sem že prej povedala, zelo pomembno je, da pridete na družbena omrežja se družiti. In sicer vaša naloga je, da vas sledilci spoznajo in sicer skozi dobro vsebino, izobraževalno vsebino, inspiracijsko, motivacijsko, poveste kakšne rešitve, delite dobre izkušnje, poveste kakšen nasvet za vaše stranke in na tak način se boste povezali z vašimi sledilci. Imejte v mislih, kot da se pogovarjate za vašo prijateljico. To torej tudi pomeni, da ne smete biti preveč profesionalni, pa preveč, ne vem, biti cool, kao zdaj smo mi strokovnjaki, ampak govorite v preprostem jeziku in dajte nekaj, najprej seveda dajte, potem boste pa tudi dobili nazaj v obliki stranke. Tretja stvar je, da ste raznoliki. Se pravi, da ne objavljate samo fotografije, še slabše kakšne fotografije, ki so pač kupljene, ki niso vaše. Definitivno uporabljate vaše osebne fotografije. Danes imamo vsi pametne telefone, zelo vredne telefone, tako da se dajo luškane fotke narediti. Še boljše je pa, da uporabljate video vsebine, se pravi video, kot je zdaj na primer tale, ker se s tem približate vašim strankam, vas bolje spoznajo, tudi začutijo prej energijo, kot pa skozi fotografijo. Tako da je zelo pomembno, da ste raznoliki, da niste monotoni. Definitivno pa uporabljate tudi story vsebine, ki so trenutno tudi najbolj gledan format objave na samem Facebooku. Četrta stvar, ki bi jo res rada vam zaupala, je, da zaščitite svoje račune. Kot prvo, pod nastavitvami, pod zaščito imate možnost zavarovati z dvojno zaščito vaš osebni profil. Kot drugo, tisti, ki pa tudi oglašujete, se pravi preko Business Managera, tam tudi vklopite dvojno zaščito zaradi varnosti, namreč žal se pač dogaja, da ogromno je vdorov v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih bilo na samem Facebooku in tako si zaščitite, se pravi, če kdo drugi želi vdreti vaš, rečemo, poslovni račun, oziroma ne samo poslovni, katerikoli račun na Facebooku, vam to sporoči ali na mail ali na telefon in tako preprečite, da bi prišlo do kakih resnih kršitev. Žal se to vedno bolj pogosto dogaja. Peta stvar, ki bi vam jo rada zaupala, ki je mogoče skoraj že najbolj pomembna, pa je interakcija. Se pravi, na družbenih omrežjih se tudi družite, vključite se v kakšne zaprte skupine, dajte vi tudi drugim všečkati, kaj komentirati. Tudi komentarji so vaše objave, zato je zelo pomembno, kaj komentirate komu, se pravi, včasih je boljše se vgrizniti v jezik, kot pa včasih kaj tudi napisati, ker tudi to nekaj pove o vas. Je pa ključno, če vi drugemu date všeček, bo večja verjetnost, da bojo tudi drugi vam dali. Se pravi, všeček za všeček. Če boste vi samo gledali pa čakali, se bo bolj malo dogajalo. Tako da, kar smo še enkrat rekli na začetku, bistvo družbenih omrežij je, da se družimo, kar pomeni, da se preko komentarjev, všečkov tudi pogovarjamo. In šesta stvar, ki vam bi jo zaupala, pa je, sploh tisti, ki že oglašujete,
Namreč pa zaradi manjših dosegov, ker pač vedno več ljudi je na Facebooku in ta še kar narašča, kljub temu, da marsikdo govori, da pa Facebook več ni to, še vedno največje družbeno omrežje, ki še vedno prinaša podjetjem največji zaslužek. Zato dajte tudi se naučiti vsaj osnov Facebook oglaševanja, ker gre super z vašimi organskimi objavami in lahko z temi vaše objave potem vidi več ljudi. Se pravi, lahko ste bolj učinkoviti, se trudite pisati objave, potem pa je taki mali doseg, se pravi, lahko že z evrom na dan povečate doseg, da več ljudi vidi, se pravi, da pa se res profesionalno lotite tega, pa je seveda kreirati prav kampanje, ki so sicer malo dražje, ampak tudi bolj učinkovite. Tako da dajte vaše, rečemo, organsko stopnjo brezplačne objave, skupnost, ki jo gradite na družbenih omrežjih, predvsem na Facebooku, spodbuditi pa, da vam oglaševanje malo pomaga, da dosežete prave ljudi in da vas več ljudi spozna. Sedaj, če vam je mogoče te stvari, ki sem vam naštela, so vam malo tuje, točno ne veste, kje, kaj, kam, kako narediti, vabljeni na spletno Facebook delavnico, ki bo konec tega tedna, 18.3. začnemo online. In sicer 6krat se bomo srečali po kakšno urco pa pol, se pravi do podanskem času, vse se tudi snema, tudi tisti, ki ne morete z nami biti živo, dobite še isti dan posnetek na e-mail in tako vmes dobivate tudi domače naloge, tako da jaz res želim, da vse eno stvar premaknete naprej, je moje poslanstvo narejeno. Tako da res vabljeni, ki vprašanje, kdaj bo naslednja, sploh pa v taki obliki, tako da se splača izkoristiti, cena je zelo ugodna, tako da vabljeni, pa še spoznali se boste z drugimi podjetniki, kar je tudi nekaj seveda pomembnega, se pravi, da se tudi mrežite. Tako da vabljeni, za vse informacije pa najdete na linku spodaj, zgoraj, zdaj odvisno na katerem družbenem mrežu ste in jaz upam, da se vidimo. Čau!